Tipično ljubljansko jutro. V mestu, ki bi želelo biti zeleno, je zrak vse prej kot čist. Promet, 150 tisoč vozil vsako jutro pride v Ljubljano, domača kurišča, ravnanje z odpadki, onesnaženje, ki ga dihamo. V Ljubljani prezgodaj umre okoli 200 ljudi zaradi dihanja onesnaženega zraka. Pred vrati pa odločitev, ki deli, gradnja sežigalnice. Ne govorimo, da bo sežigalnica zgrajena drugo leto, nekje 7 let je nekako ena taka doba od 5 do 7. Za ene trajna rešitev za kupe odpadkov, ki ostajajo. Ne želimo diskutirati zgolj na bazi čustev, ne? Se pravi, to bo nekaj črnega, to bomo zaplinili pol Ljubljane, nič od tega ni res. Za druge žebelj v pljuča glavnega mesta. Čiste sežigalnice odpadkov namreč ni. Kar se tiče podnebnih sprememb, je vsaka sežigalnica, ki kuri odpadke, škodljiva. Kje bo zgrajena, kakšen bo okoljski vpliv, kakšna tehnologija uporabljena. Bo vpliv na živo in neživo naravo minimalen. Se ne bi smeli pogovarjati, pod kakimi pogoji naj sežigalnica bo, ampak sežigalnice ne sme biti. V Sloveniji imamo 6 naprav, v katerih poteka sežig oziroma sosežig odpadkov. Od tega imamo eno sežigalnico, to je Toplarna Celje, in 5 sosežigalnic. Letna količina odpadkov na prebivalca se ne zmanjšuje. Lani smo v povprečju pridelali več kot pol tone komunalnih odpadkov na prebivalca. Ministrstvo je zato objavilo razpis. Govorimo po 2 novih napravah, ena je bila v ljubljanski regiji, ena pa v mariborski. V Mariboru bi sežigalnico postavili na Teznem. V Ljubljani sta v igri 2 lokaciji, prva ob Toplarni v Mostah, druga verjetnejša na Barju, poleg regijskega centra za ravnanje z odpadki. V Ljubljani letno zberajo več kot 150 tisoč ton odpadkov. Po obdelavi v regionalnem centru za ravnanje z odpadki, v katerega odvaža še 46 občin, letno ostane 90 tisoč ton gorljive frakcije. Kar 70% vseh komunalnih odpadkov zberejo ločeno, še vedno pa se v mešanih komunalnih odpadkih najdejo stvari, ki tja ne sodijo, pove Dragan Trivunčević, vodja sektorja za obdelavo odpadkov. Vsak dan sprejemamo okoli 400 do 500 ton teh mešanih komunalnih odpadkov. Nato te odpadki s pomočjo žerjava potujejo v drobilnik in nato naprej v tehnološki proces do končne predelave. To je tisto, kar bi se sežigalo v primeru, da bi sežigalnica bila zgrajena v Ljubljani. Drži, se pravi, sežigalo bi se gorljiva frakcija, ki nastane po predelavi mešanih komunalnih odpadkov, kjer izločimo se pravi magnetne, nemagnetne kovine, papir in tako naprej. Kar ostane so odpadki, ki jih ni več možno reciklirati. To je vsebina črnega zabojnika po predelavi ali drugače gorljiva frakcija. A lahko razberemo, recimo, kaj to sploh je, kaj je bilo? Ja, tukaj lahko vidimo, da so vrečke, lahko vidimo, da so delci planic tukaj noter, tudi delci tekstila, ki sicer ne sodijo, tudi kakšna manjša plastika in tako naprej. Desetino vsebine mešanih komunalnih odpadkov torej izločijo in predelajo, vse ostalo odpeljejo v tujino na sežig. Te odpadke končajo večinoma v sežigalnico, kot so Nizozemska, sever Nemčije, tudi v Grčijo, Avstrija, pred časom pa tudi v Madžarski. Mislim, da imamo zdaj ceno že 210 € na tono za prevzem te gorljive frakcije. Napoveduje se, da bojo cene še rasle, kajti sežigalnice so že zasedene, imajo polno kapaciteto, je težko poiskati tudi ponore za naše gorljive frakcije. Cilj občine je jasen, znebiti se odpadkov, z njim ogrevati domove in privarčevati na stroških za odvoz in sežig. Odpadki so denar, občina tujim sežigalnicam plačuje 20 milijonov € letno in ta denar bi lahko obdržali doma. Kaj pa zrak, ki je v Ljubljani po podatkih Evropske agencije za okolje med najslabšimi v Evropi, se že leta na glas sprašuje zdravstvena stroka. Otroci v Ljubljani dihajo enega izmed najbolj onesnaženih zrakov v Evropi. To dokazano predstavlja povečano tveganje za razvoj astme in moti razvoj pljuč. To kažejo tudi podatki NIJZ. Otroci v Ljubljani imajo namreč pogosteje astmo kot otroci drugje. Od skupno 761 evropskih mest je Ljubljana po kakovosti zraka letos pristala na poraznem 709. mestu. Onesnaženost zraka z ozonom, dušikovim dioksidom in predvsem PM delci, ki z vsakim vdihom prodirajo globoko v pljuča, je pojasnjuje doktorica Metoda Dodič-Fikfak, predstojnica Inštituta za medicino dela, prometa in športa, tako nevarna, da skrajšuje življenjsko dobo in povzroča prezgodnje smrti. Povzročajo cel kup nevarnosti, ne samo za
bolezni kardiovaskularnega sistema, se pravi, da vplivajo na srčno smrt, ampak so tudi karcinogeni ti delci. Se spomnim ene raziskovalke, ki nam je enkrat rekla, da je Ljubljana najbolj čista po maratonu, takrat, ko požrejo dejansko tekači vse te delce, kar je grozljivo. Župan Zoran Janković v slabi kakovosti zraka ne vidi večjih težav. V letu, ki je minilo, imamo 3 uradne merilne postaje strani Arsa. Nobeni nismo presegali tisto, kar se dovoljuje. To so koncentracije delcev, ki jih Agencija za okolje redno meri na 3 merilnih mestih v Ljubljani. Letos res, kot pravi župan Janković, pod zakonsko dovoljeno mejo. Vendar nova evropska direktiva o čistejšem zraku, ki začne veljati že prihodnje leto, pa to sliko povsem obrne na glavo, pojasnjuje Luka Matavž, geofizik z Agencije za okolje. Glede na novo zakonodajo pa bo na vseh merilnih mestih načeloma prišlo do presega mejne vrednosti. To je v glavnem sporočilo tega. Nova evropska direktiva, čeprav precej strožja kot prejšnja, pa še zdaleč ne dosega priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, ki mejo zaradi vpliva na zdravje ljudi postavlja precej nižje. Najčistejša mesta v Evropi jo dosegajo ali se ji vsaj poskušajo približati. Če sem zelo transparentna, to pomeni tako, koliko življenj si lahko privoščimo pri kateri koncentraciji, koliko ljudi lahko umre. Ali se strinjamo s tem, da jih umre na 100.100, ali nam je to preveč, pa hočemo, da jih umre 5. In samo po tej liniji se premikajo države v svojih standardih, po nobeni drugi. Gradnja sežigalnice bo, so prepričani zdravniki, le še en onesnaževalec, ki bo dodatno poslabšal že tako slabo kakovost zraka, s tem pa povečal tveganje za resne kronične bolezni v Ljubljanski kotlini. Če pogledamo torej koncept tega čiščenja dimnih plinov, vidimo, da pravzaprav temelji na začetnem suhem čiščenju, mokrem čiščenju in potem suho čiščenje dimnih plinov, ki se ponovi. Verjamemo, da bomo s tem dosegli najnižje emisijske vrednosti, ki jih pravzaprav tudi predpisujejo tako zakonodaja, kot tudi najnovejše oziroma te sodobne tehnologije. Tako bi deloval trikoračni filtrirni sistem nove sežigalnice, ki bi ga v Ljubljani, prav zaradi skrbi za ljudi, podvojili, pojasnjuje tehnični direktor Energetike Ljubljana dr. Marko Agrež. Uporabili bi najboljšo razpoložljivo tehnologijo. V novi ljubljanski pridobitvi vidi prej rešitev kot težavo. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je razpis odprt do začetka januarja prihodnje leto. Do maja naj bi padla odločitev in podpis 30-letne koncesijske pogodbe, pojasnjuje vodja sektorja za okolje Tanja Bolte. Država mora biti samozadostna in ne more biti odvisna od tujcev, kajti tujci nam zapirajo, bom rekla, vrata, in pač te odpadki ostajajo pri nas. Nekam s tem odpadkom moramo iti, nekam jih moramo dati. Kapaciteta vseh 3 sežigalnic bi bila 220.000 ton predelanih odpadkov letno. 40.000 ton odpade na obstoječo celjsko sežigalnico, 50.000 ton bi sežigali v Mariboru, 130.000 ton v Ljubljani. Mesečno mi dobimo te gorljive frakcije okoli med 7,5 in 8.000 tonami in si lahko predstavljate, če bi sežigalnice ostavile oziroma prevzeme, pa kakšni kupi bi bili tukaj pri nas na regijskem centru že samo v enem mesecu. Če bi sežigali v Ljubljani, bi, pravi Agrež, te odpadke pretvorili v energijo, popolnoma opustili premog in na daljinsko ogrevanje priključili vse, ki se trenutno ogrevajo na les in plin. S tem bi pravzaprav Ljubljano tako imenovano hidravlično objeli. V jugozahodnem predelu bi to potem omogočalo razvoj tega daljinskega sistema in trajno nadomeščanje, torej plina, in pa predvsem priklope tudi individualnih kurišč. Ekonomika tega projekta je močno pozitivna. Z energijo iz odpadkov bi lahko oskrbeli več kot 20.000 gospodinjstev, pravijo na Energetiki, vendar to so zaenkrat zgolj ocene. Ta hip ni nobenega načrta, kdaj in koliko bi jih na omrežje v resnici priklopili. Ljubljanska sežigalnica ne bo rešila ničesar, razen proračuna mestne občine, je direkten Griša Močnik, doktor fizike, vodja Centra za raziskave atmosfere, ki deluje pri Univerzi v Novi Gorici. Les je gorivo revnih, opozarja. Natančnega popisa individualnih kurišč pa nimamo. Energetska revščina je problem, ki ga lahko rešiš z daljinskim ogrevanjem, ki pa mora biti preprosto, dostopno in poceni. Ta hip je les najcenejše gorivo. To zamenjavo bo treba subvencionirati, ker drugače ne bo toplarna
na odpadke čisto nič pomagala. Drug pomislek so cene ogrevanja. Energetika Ljubljana jih je letos že zvišala, čeprav bi sežigalnica predstavljala kar tretjino vse potrebne toplotne energije za ogrevanje mesta, pa nad njo zaradi izpustov ogljikovega dioksida v okolje visi uvedba emisijskih kuponov, ki jih bo, in to je nesporno dejstvo, treba plačevati. Plastika, ki jo skurimo, je fosilno gorivo in s tem povzročamo škodo, ki jo je treba na nek način sanirati, in zato moramo zbrati neka sredstva. In lahko se nam zgodi, da ta toplota ne bo tako poceni, kot se zdaj načrtuje optimistično. Od tega ne bežimo in se tega tudi zavedamo, vendar ne, kljub vsemu ne bi to bistveno vplivalo v smislu, recimo, da bi to pomenila podvojitev cene ogrevanja iz tega. Še več, ne? Bi pa vplivalo na ceno, ne? Seveda. Na koncu vsi stroški na končno ceno ogrevanja pač vplivajo. Trenutna cena emisijskega kupona je 78 evrov za izpust 1 tone CO2. Ta strošek pa bi lahko, tako se napoveduje, v prihodnjih letih še precej zrastel. Seveda se pričakuje, da sežigalnice ne bi bile oproščene. To je tudi bilo povedano vsem, da se nekako komponira v finančno strukturo, bomo rekla, pač, tega projekta, če hočete. Do leta 2027 je še pač dajatev kot je, z letom 2027 se pa ta nadomesti s temi kuponi. Praktično, ko bo zgrajena sežigalnica, bo emisijski kuponi že začeli veljati. In na koncu še cena projekta. Trenutno ocenjujemo nared velikosti 200 milijonov evrov. Dimnik bo pa višji od inverzije. Po višini inverzije bo govoril meteorologi in naš dimnik bo vsaj 50 metrov višji. Ljubljana ima zaradi lege v kotlini specifično mikroklimo. Meteorološke razmere, ki onemogočajo uspešno razrečevanje zraka in se torej vse emisije onesnaženega zraka se kopičijo v ljubljanski kotline, zato ker je neprevetrena in torej, ker v temperaturni inverziji tudi ni vetra. Ko temperatura z višino ne pada, kot je to običajno, temveč raste, deluje kot pokrov. Onesnaženje iz nižjih delov pa ostane ujeto pod temperaturnim obratom. V zimskih mesecih so temperaturne inverzije v Ljubljani izrazitejše in trajajo več dni skupaj. Podatki so pokazali, da je inverzija po zimi in jeseni, predvsem, da je približna višina nekje na 250 metrih. Bolj konkretno, raziskava Agencije za okolje, v kateri so inverzijo spremljali dobrih 2900 dni ob 5. uri zjutraj, je pokazala, da se polovica vseh inverzij pojavi na višini pod 201 metrom, 10% pa nad višino 330 metrov. Če bi se torej želeli izogniti tveganju, da onesnaževala ostanejo ujeta v kotlini, bi moral biti dimnik višji od najvišje zabeležene inverzije. A bojo zgradili 400 metrov visok dimnik? Verjetno ne, ker se ne govori o tako visokem. Sežigalnica vsaka na svetu onesnažuje. To ni vprašanje. Vprašanje je koliko. Dejstvo je, številne evropske države imajo svoje sežigalnice, Francija in Nemčija največ. Na Dunaju, v Kebenhavnu, Bruslju so v mestih, prav zaradi bližine odpadkov in potrebe po energiji. S problematiko odpadkov se soočajo vse države. S to razliko opozarjajo zdravniki, da jih gradijo glede na meteorološke in geografske značilnosti pokrajine. V Avstriji jih glavnina stoji nad Alpami, v Panonski prevetreni nižini. V tej sežigalnici je čistejša, kurili bomo naše smeti, je čistejša kot sežiganje premoga. Tako da sem prepričan, da bojo to po vzoru Dunaja čist zrak zagotovljen. In tam imajo v okolici Dunaja postavljene cela polja vetrnih elektrarn, ker imajo tako močan veter. In ta veter te strupe iz teh sežigalnic razpihne proti vzhodu. V Ljubljani pa tega ni. Nikomor ne pade na misel, da bi na Barju postavil polje vetrnih elektrarn. A vsa ta opozorila niso prepričala odločevalcev. Glede na razpis je nesporno. Sežigalnica bo zgrajena prav v Ljubljani. Niste razmišljali, recimo, da bi to sežigalnico premaknili kam drugam? Skratka, razpis je za Ljubljano in Ljubljana bo. Mislim, dejstvo tudi do Ljubljana je RCR-o, če že tako gledamo. In vsi odpadki gredo na RCR-o v Ljubljani. Torej, to pomeni, ko enkrat odpadki pridejo v ta regijski center, ga več ne zapustijo v takšni obliki, kot so pač prišli. Ti odpadki se pretvorijo v električno in toplotno energijo. Na tej lokaciji bi se izognili vsakodnevnemu prevažanju gorljivega odpada znotraj mesta, vendar poleg dejstva, da bi sežigalnica bila postavljena v Ljubljansko kotlino, je Barje kot najbolj verjetna lokacija del zaščitenega območja Natura 2000.
ne bomo nič odvisni od nobene situacije v Evropi, od nobenega plina, razen 30%. Za župana je rešitev na dlani. Če ne bomo sami poskrbeli za odpadke, ki jih ustvarimo, bomo za njih vedno plačevali. Gre za del krožnega gospodarstva. Tehnologija napreduje, vse analize morebitnih vplivov bodo narejene, Mirja Agrež. Cilj tega projekta je minimizirati te negativne vplive do te mere, se pravi, da bo vpliv na živo in neživo naravo minimalen, ne? Oziroma težimo k ničelnem dodatnem obremenjevanju okolja v mestni občini Ljubljana. Velik del odpadkov že učinkovito ločujemo in znova uporabimo. Vprašanje pa je, ali je sežiganje tistega, kar ostane, res edina rešitev? To, da plačujemo za sežig nekje drugje, je neumen. Ampak tega problema ne bomo rešili tako, da bomo doma sežigali, ampak tako, da teh odpadkov ne bo. V vsej tej diskusiji jaz močno pogrešam ukrepe, s katerimi bi zmanjšali količino odpadkov. Hierarhija ravnanja z odpadki je jasna. Najprej zmanjšanje količin, šele nato ponovna uporaba in recikliranje. Če bomo pri prvem koraku res uspešni, se sprašuje stroka, bomo, ko bo sežigalnica enkrat stala, odpadke za sežig tudi mi začeli uvažati? Ne, uvoz je tukaj prepovedan in tudi jasno smo kot ministrstvo povedali, da se sežigajo oziroma termično obdelajo, če lahko tako rečemo, samo slovenski odpadki, ki nastanejo v slovenskem območju. Če sežigalnico že moramo imeti, naj razpis zajame celotno Slovenijo, opozarja Dodič Fikfak. Najti bi morali lokacijo, kjer so geografski in klimatski vplivi primernejši. Kako v Ljubljani zaščititi zdravje ljudi, se sprašuje, in ali lahko onesnaženo mesto prenese še en vir emisij. To je približno tako, kot če vidiš grafite na zidu in so ti grafiti grdi in ti dodaš še en grdi grafit. Se pravi, če je nekaj umazanega, z lahkoto še bolj umažeš. Ti gradiš sežigalnico za 50 let in če veš, da onesnažuje in če veš, da je to ljubljanska kotlina, ki ohranja vse v kotlu, kaj boš naredil, ne boš jo zgradil. Sežigalnica bo rešila kupe odpadkov, ne pa tudi vprašanja, kakšno ceno bomo za to plačali. Bo to korak naprej k krožnemu gospodarstvu ali korak nazaj v kakovosti zdravja? Resnih študij še ni, odločitev o projektu, ki bo zaznamoval prihodnja desetletja, pa je pred vrati.